Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Na svečanem kulturnem programu in predstavitvi Gimnazije Kranj je zbrane maturante ob 60. obletnici nagovoril tudi kranjski župan. Matura je zelo pomemben korak v življenju mladega človeka. A je tako? Se vsi tudi malo smo se obali. Ne morem si predstavljati, kakšni občutki vas oblivajo, kako se počutite, kako ponosni morate biti, da ste lahko tukaj na 60. obletnici mature. Jaz sem zelo vesel, da vidim toliko energičnih ljudi. Komu bi rekel mladenke in mladeniči? Vsi ste zelo živi, aktivni, pripravljeni, da pridete se, podružite, obdržali ste kontakte in če ste saj polovico toliko aktivni kot Milivoj, potem bi lahko poganjali tole Slovenijo. Mi smo maturo imeli 1957. In prvič smo se ponovno dobili po 5 letih. Pa kaj se je zgodilo, ko sem prišel ke, polovico jih nisem spoznal. Veš kaj, v 5 letih od 18 let ženske so dobile prsa, moški trebuh, brke, nisem poznal. Potem smo se začeli dobivati vsako leto. Ampak na vsakih 10 let naredimo bolj svečano. In to sem se pa jaz zahteval, da ni dosti samo kosilo, ampak da imamo tudi sprejem. In letošnje pa to, da je celo v gimnaziji s programom. Tako da smo mislili, tudi v bivši Jugoslaviji bi bili prvi, da smo naredili organizirano srečanje maturantov v razredu s poukom. In tudi danes je začel predavanje ravnatelj matematiko, potem je bil župan Kranja. Koliko je pa vas maturantov danes prišlo? Prišlo nas je pa tle okoli 50. Gospod ravnatelj, komaj zaključite svečan maturantski ples, pa povorko, pa že obletnico v vaši gimnaziji. Lepo se je takole srečati kar po 60 letih. Ja, včasih kakšna generacija pride prav na tisti dan, ki je maturantski ples. To nam sicer bolj ustreza, da je recimo odkola, ki je en teden kasneje, vendar pa to prepuščamo jubilantom. Danes smo oddala 60-letniki, čez kakšne 2 uri pridejo še 50-letniki mature. Torej, gimnazija je od nekdaj bila najboljša šola in še vedno držite ta sloves kranjske gimnazije. Ja, jaz upam, pa mislim, da v končni fazi. Seveda, veliko se govori, da smo zahtevna šola, po drugi strani je osip zelo majhen, po tretji strani pa dejansko naši dijaki po 2 letih tukaj so že zagotovi, da bodo maturo uspešno opravili. V 4. letniku vsi pa tako rekoč ni. Sedaj se zelo učijo, rezultati so pa vedno nadpovprečni. Ja, seveda, je pa seveda vedno tako, da nažalost komu tudi ne uspe doseči toliko točk, in potem, da bi se vpisal na želeno fakulteto, vendar velika večina se lahko piše na želeno fakulteto. Vendar takole na obletnicah je vse pozabljeno. So pa šege in običaje, ki so se z leti seveda tudi zelo spremenili. Pri teh običajih, ki smo jih tudi zdaj majhna obudili, je zadeva taka, da če ne bi takrat v času usmerjenega izobraževanja, ko je bila raziskovalna dejavnost zelo razvita med dijaki, to je bila sigurno ena pozitivna lastnost usmerjenega izobraževanja, če takrat ne bi profesor Šilnik dobil eno skupino dijakov in da so naredila običaji kranjskih maturantov, bi vprašanje, kakšen bi bil sprevod danes, kajti od tistega časa naprej smo se potem vrnili k koreninam. Gospa Branka, je gimnazija danes kaj drugačna kot pred 60 leti? Mislim, da je, ampak se ne spomnim točno več, kakšna je včasih bila. Je pa obnovljena noter, tako da je polepšana. Učiti se je bilo pa treba in takrat in verjetno tudi zdaj zelo. Ja, verjetno se morajo zdaj še precej več kot takrat, čeprav smo mi tudi mislili, da smo reveži, da moramo veliko delati, da se moramo veliko učiti. Kako ste potem v življenju izkoristila znanje kranjske gimnazije? Ja, tako da na fakulteti, da je šlo gladko skozi, da ni bil problem, da bi bilo premalo predznanja.